Dobrodošli eno mesno rolado, bi prosim, Nastja, bomo to danes dejali, mesna rolada. Kaj pa? Orehov rolada. To zna biti pa zanimivo. Tako kaj, hitro, enostavno? To je najbolj enostavna in najbolj dobra rolada, po mojem mnenju. Dajmo pogledati, po vodni špici. Režija. To je Vesela žlica oddaja, kjer se jaz učim kuhati in po 40 plus epizodah še kar ne znam. Nastja, sestavine, kje začneva danes? Ja, potrebujemo 5 sestavin, 5 jajc, 60 gramov sladkorja, mi bomo uporabljali kokosov sladkor danes, potem pa 100 gramov mletih orehov, mi smo jih zelo sveže zmleli, in 10 gramov kakava, oziroma eno veliko žlico, to je 100% kakava. Mislim, da je to. A sem kaj pozabila? Načeloma so to 4 sestavine. Ja, pa pol še za nadev bomo uporabili kislo smetano, ampak to prije pol, za testo uporabimo samo te 4. Filip, tvoja naloga je, ker zelo dobro delaš z jajci, ne, da razbiješ 5 jajc, brez da se en rumenjak razlije. Izvolim, tukaj notri. Ne sme se rumenjak razliti, ker... Ampak nič ne ločujem, sam moramo jih ločiti, lahko jih pa ločiš, preden daš noter. Ne, to ne. Ja, no, zato sem ti rekla, razbij 5 jajc brez, da bi rumenjak razlil, ker če rumenjak razliješ, boš mogel iti v trgovino, ker nimamo več jajc. A res? Ja, res. Ja, previdno. To je pa kar pritisk. Ja, je pritisk. V glavnem, da vam povem, stepemo beljake, trd sneg, potem stepemo rumenjake in dodamo kokosov sladkor, mlete orehe, kakav, zmešamo skupaj z lopatico, damo v pekač, ta velik pekač bomo potrebovali, za pečico, to je 30x40, spodaj peki papir, zlijemo testo gor, a si že? Ne, še zadnjo imam, 4 od 4 sem trenutno. Ja, ne smeš predolgo, nikoli ne smeš na koncu predolgo čakati, to je all in, ker če predolgo čakaš, posle ti zihar. Tole bo pa za kako dobre? Ne, razlil. Ne? Dobro, 5 od 5. Iskrene čestitke. Bravo, napeta igra je bila v misli roke, jaz bom pa zdaj tele rumenjake pobrala ven, ki jih moramo ločiti, da posebej stepemo sneg. Ne, pa si se ga razlil. Pa jaz sem se zela. Ja, okej, ja. Če si ga tako Si me pa nasmejal. Če si ga tako neosebno vrgla noter. Si me pa nasmejal. Ovo je pa kar hecno. Vidiš, če me znaš nasmejati, Filip, to je dobro. Zdaj se bomo mi malo izključili, da ne boste poslušali tega miksanja. Kako boš miksal? Sam jajca? Rumenjak pa beljak. Torej vsako posebej. Ja, jaz bom beljak, ki ga imamo avtomatsko, ti boš pa rumenjak, ki ga imaš na roke. Tamle imaš mikser. Se vidimo. Mikser. Vidim, da smo zmiksala stvari, sneg mora biti takle oblike, zelo močne, trde teksture, da se ne razliva. Rumenjak, ki sem ga mešal jaz, more pa tudi v bistvu biti tak bolj že kao mal tale puding, ne, varianta. Ajde, najbolj, da si se izrazil. Ja. Kaj sem hodila povedati? Pri teh roladah je tako, da so res enostavne, ampak da zelo prilagodite sestavine. Kot ste videli v tej roladi, naprimer, ni dobene moke, kar pomeni, da je brez glutena. Uporabili smo mlete orehe, lahko jih uporabili tudi namesto mletih orehov, ne vem, kakšne mlete mandlje, sem že probala, zelo dobro pride, mlete lešnike, pač neke druge mlete oreške tako da, to je dejansko to. Hotela sem vedeti še eno zanimivost. Koliko je bila najdaljša in najtežja rolada, ki so naredili? Ti si prebral, a si prebral? Itak sem pozabil, itak stvari, ki mi jih napišeš ponovati. No, koliko je bila, a se spomniš? Ne. 407 metrov je bila dolga in težka 1162 kilogramov. So svetlaba, tle je narediti. Ne, ajde. V tele stepene beljake dodamo še rumenjake, 100 gramov mletih orehov. Vse v bistvu eno posodo damo. Tako. In medtem, ko ona to dela, imam eno uganko za vas. Kaj je rdeče in se premika gor in dol? Razmislite, odgovor razkrijem mogoče na koncu same epizode. Torej, rdeče in se premika gor in dol. 60 gramov kokosovega sladkorja, ne vem jaz odgovoriti, da. In 10 gramov
kakava 100%, ali pa eno žlico, lahko delamo, morate vedno tehtati, lahko date eno žlico kakava, 6 velikih žlic sladkorja in 10 velikih žlic orehov. Teda v bistvu ena velika žlica zvrhana je približno 10 gramov, teda ne rabite tehtati. Ja? Kaj bo? Ja, govorim. To dobro premešamo in to je to. Damo v pekač, tele velikosti, torej 30x40 cm, da bomo lahko razvili rolado. V spodje obvezno damo peki papir in pečemo približno 20 minut na 200 stopinj, oziroma če imate res močno pečico, lahko na 190. Ja? Jaz bi sam nekaj povedal. Ja? Moški smo torej za tiste dva moška, ki gledata Veselo žlico med vsemi gledalkami. Moški rabimo točna navodila in Nastja je prej rekla eno zanimivo stvar in rekla je, joj, veš, da ne rabite tehta, dajte mero. In ona Nastja je rekla žlica. In če ste vi moški, tako kot jaz, je takoj prvo pod vprašanje, a je ona s tem mislila žlico ali ta malo žlico ali uno žlico začel dobovati. In kjera sem mislila? Sam to, da bodo vedeli. Žlico. To je žlica. Okay. Edina žlica je to. To je zajemalka. Ja, mala žlička je žlička, una je pa žlica za čevlje. No, ampak vse so v neki tej skupini žlic, ne? Ampak okej, to je samo to za una dva. Ja, točna navodila za moške, točna navodila, to se strinjam s tabo. Testo je nareto. In ga vlijemo v velik pekač, obložen s peki papirjem. Imam pa še eno filozofsko vprašanje, če si za. No, izvoli. Ampak to ni baloganka, to je bilo tako za razmisliti, ne? Če je kao fajn, da po noč ne jemo hrane, pa zahajamo v hladilnik, ne? Ja. Zakaj je bolj v hladilniku luč? Za razmislite. Ne vem. To se mi zdi taka zanimiva. Kaj ti misliš? Ja, da ko odpreš, da vidiš, ne? Ja. Zato, ker je pač precej temno. Ja, ampak ne bilo to recimo bolj za ljudi, ki hoče shujšati? Zdaj, ja, si lahko v bistvu luč pogasne, oziroma si dajo ven, veš, v žarico, ko je noter. Aha, mislim, da bi bil nek tak life hack, ne? Ja, life hack. Kao, če pridem pa, Da ne vidiš noter. Ne vidim. Ja, ne boš nič vzel. Ja. A ti drugač po noči ne hodiš v hladilnik jesti? V bistvu ti hodiš, ja. Ti, kdaj Jaz grem? ne. Mislim, bolj takrat, ko pač ne spim, če si ne spim. Ja, sej, če spiš, v bistvu ne moraš iti v hladilnik, ampak okej. Kako si ti zabavala. Ta ne Bravo. bom uspela. Jo, Bravo. takole, s tem naredimo po pečico na 200 stopinj za približno 20 minut. Čakamo pa naredili, pa mu pa zarolali to vse Tako, skupaj. bomo pa je zarolali. Komu pa da pa noter še? Kislo smetano. Sam kislo smetano namažemo čez celo, zvijemo in imamo rolado. In ostane easy peasy. Bam! Svidimo. Končno smo nazaj in končno je prišel čas, da vam jaz povem, medtem ko Nastja tamle jemlje ven tole našo rolado, da vam povem, kaj je rdeče in se premika gor in dol, ker vem, da je to tisto, kar vas Zdaj mu že povedal, ne počakaj čisto do konca, da jih pustim, da jih pustim malo čakati. No, dej povej, ajde, dej zdaj. Ampak če je to dobro, da so sigurno do konca smejali, no. No, dej, povej. Nabil sem kar nekaj, ampak okej. Mislim, da jaz povem, zdaj je treba takoj, ko prije rolada ven, in moramo zviti, da dobimo rolado in počakati, da se ohladi in potem razvijemo in namažemo s kislo smetano. To sem hodila povedati. Odgovor je paradižnik v dvigalu. Kaj pa bilo sploh na žuganka? Ja, Nastja, Moramo biti pazljivi, ker je zelo vroče, da se ne boste opekli. Tako, kot sem se jaz znala. A mi lahko daš griš stran tukaj, ko mi je vroče? Tukaj? Ok, počakamo ene purce, da se tole ohladi in potem bomo namazali z kislo smetano in še enkrat zvili. Razvili, namazali in zavili nazaj. Nastja, lačen sem! Ja, prihajam. Evo ga! Roladica se je ohladila. Zdaj pa v bistvu mi razvijemo, namažemo z kislo smetano in zavijemo nazaj. Te kislo smetano potrebujemo 400 gramov kisle smetane. Takole in žlico in kar namaž, kar maži. Ne, jaz nisem fan kisle smetane. Ja, se to še ne pomeni, da ne boš namazati. To ne pomeni to, ampak se veš, lahko namaža se dotakneš, da po nesrečo usta in smo tam, ne? Ja, pa samo rolado pa boš mogel probati. Ja, bova se o tem še pogovorila. Ja, če možda to ceno, ne? Kaj bi pa ti si namazal polnotr v rolado, če ne bi? A lahko te s to probam? Ja, ne tam, tukaj zdaj, ko bo začetek. Tam se bo videlo. Ja, takole. Čak, kaj smo mi sploh delali? Rolado.
rolado, v katero smo dali jajca, kokosov sladkor, pa orehe. To so bile osnovne. Zakaj čokoladni namaz ne baš sem? Ja, lahko bi ga dali, a ne? Ti bi tako sam šel. Ja. V bistvu ti bi vse stvari, ko jih delam, dal čokoladni namaz. Ali pa pašteto. Ampak pašteto na tukaj gor. Ne, to verjetno ne. To je bolj piščanča brsa mogoče. A ne bo tihno. Ne, pač te sladice Niso. meni ne grejo včasih kombinacije, ampak ja. No in to torej ti zdaj razmažeš in kaj potem? Zdaj pa zvijemo, pa smo gotovi. Okay. Ti boš tam lahko še pripraviš sladkor v prahu, lahko Ja. vas za sladkorčkom v prahu postujemo, ampak v osnovi pa to. Čakaj, in kako pa to jemo? Ja, razrezali bomo, Filip. A ja, okej. Ne, mislim, ker labi tudi tako kot recimo hot dog, a veš, da... Ja, tak. Ja, ne vem, razmišljam. Veš kaj sem drugač, zanj sem nekaj raziskoval, ne. Ja, Kako postati najboljši kuhar? ja in? Mislim, ali pa kako se izboljšati v kuhanju. Tako da ono osebo, ki testira tvojo jed, pred tem ful stradaš. Ja, res smiselno. Ja, meni se zdi, ne? Ja. Tako je, roladica je ful je fajn, da prednji jo razrežete, da date zdaj še za kako urco v hladilnik, da se fajn sestavine prepojijo, da tisto obliko začne, da se čisto hladi, da dobi tisto ta pravo obliko. Še boljše, če tlaka pustite čez noč in naslednji dan še veliko bolj dobra, ker je fajn prepojena. Teda to je načeloma to, mi da jo še zdaj malo pustila, pa si ima bolj privoščila. Kaj bo Ti itak cena? ne boš. Kaj bo cena? Ja, jaz si dam 10. A že kar tako? Ja, ker je že vem, da je ful dobra, ti pa Okej. itak ne boš probal. To je res. Ampak lepo, da ste bili z nama, če želite še več takih osebin na Malincin YouTube kanal. Zara ne sme, kako hujša. Malincin, Zara, ti ne smeš, ker hujšaš. Pa se vidimo v prihodnji epizodi, lepo se majte in Poskuste, sestavine so spodaj. čau. Čau!